Od prvega množičnega pogina rib v Perniškem jezeru mineva že slabih 10 let. Večji del časa se je civilna iniciativa za ohranitev Perniškega jezera zavzemala, da bi javnost in predvsem pristojne opozorila na probleme, s katerimi se soočajo. Žal so vedno znova naleteli na gluha ušesa. Letos poleti je poginilo okoli 6 ton rib. Civilna iniciativa s prstom kaže na Dars. Glejte, največje težave so se začele pojavljati po izgradnji avtoceste, ker namreč Dars, ko je bil izvajalec teh del, ni svojih del odpravil do konca. Dars bi moral ves mulj odstraniti, tako piše po projektni dokumentaciji, in seveda tega se ni zgodilo, ker podizvajalec Primorje je šlo v stečaj in pol so vsa dela zastala in tako je tudi ostalo. Dars sicer zagotavlja, da so vsa dela naredili, ampak v resnici to ni res. Mi imamo projektno dokumentacijo, v kateri piše, da bi trebalo mulj odpeljati v dolino Jakoba in tam na površini 20 hektarjev odložiti 80 cm mulja, pol pokrito z 50 cm zemlje, vendar tega niso naredili. Za sanacijo jezera in izgradnje avtoceste naj bi bilo namenjenih 80 milijonov evrov, a do omenjene sanacije do danes ni prišlo. V zvezi z tem denarjem lahko rečem samo to, da je to v okviru sestave lokacijskega načrta za avtocesto Maribor-Lenart, kjer so posegli tudi v Perniško jezero in so ga morali sanirati. Koliko je bilo porabljenega neposredno za sanacijo in koliko za izgradnjo ceste skozi jezero, pa seveda bi moral odgovoriti Dars. Telefoni na Darsu in Agenciji za okolje so, ko smo želeli pridobiti njihovo izjavo, da predstavimo še drugo plat medalje, zvonili v prazno. Senekovič sicer poudarja, da ima vse skupaj dolgo brado. Sama akumulacija je posledica 70 let prejšnjega stoletja, ko so nastajali veliki kmetijski kombinati in jim je bilo s pomočjo politike tudi omogočeno, da so lahko izjemno poceni kupovali tudi kmetijska zemljišča in druga zemljišča. In posledica tega je tudi pravno nasledstvo mariborskih rib, ki so večinski lastnik v zemljiščih na področju Perniškega jezera. Seveda pa je zakon o vodah, ki nedvomno govori, kdo pa gospodari z vodami. Država je lastnik vseh voda v Republiki Sloveniji. Podjetje Ribe Maribor je do novembra letos z jezerem upravljalo za ribogojniško dejavnost. Upravljalcu, ki je upravljal z ribami oziroma gospodaril z ribami, mu je bila odvzeta ta možnost, kar pomeni, da se država več ne bo mogla izogibati in seveda valiti krivdo na tistega, ki goji ribe v jezero. Lastnik je verjetno država in bi država kot dober gospodar morala načrtovati takšna vzdrževanja, ne kampansko, ampak redno, sprotno in bi bile posledice vsej na koncu zmeraj manjše. S poginom rib v Perniškem jezeru ni prišlo zgolj do materialne škode, ampak tudi do ekološke. In ta pušča največje in dolgotrajne posledice. Nastaja pa zaradi tega, ker je površina vode približno ostaja vse enaka, volumen vode pa zmeraj manjši zaradi nanosov in morda tudi slabega vzdrževanja, morda pa tudi zaradi neadekvatne strukture rib v tem jezeru. Tudi če bi bila kakšna rastlinojeda, bi verjetno bile težave morda manjše, kot so. Do pogina naj bi prišlo zaradi močnih nitratnih zastrupitev, morda tudi zaradi previsoke gostote naseljenosti rib glede na nosilno kapaciteto vode. K temu bi lahko prišteli še vremenske razmere in razvoj alg. Ob vseh teh zapletih z jezerom so pa najbolj oškodovani ravno občani. Civilna iniciativa za hranitev Perniškega jezera ima jasne predloge in rešitve. V glavnem, da se očisti, da se sanira in morda, če bi še potem bilo kaj denarja, da se naredijo kakšne potke okoli jezera, mogoče tudi kakšna učna pot. Take so naše vizije. Skromnimi željami gredo okoliški prebivalci v trd boj. Zaplete pa se, tako kot v Sloveniji pogosto, pri prevzemanju odgovornosti do ljudi, rib in okolja.